Dobar dan. Dobar dan. Jakob. Živijo Valentina. Sara. Živijo Valentina. A tukaj delate učbenike? Ja, tako je. Vidva sta danes prišla v uredništvo učbenikov Mladinske knjige. Kaj pa je vaša funkcija? Jaz sem pa vodja uredništva, pa tudi urednica. Pripravljamo program, različna gradiva za srednjo šolo, osnovno šolo, učbenike in delovne zvezke. A so vsi ti učbeniki za osnovno šolo? Imamo učbenike za vse predmete, osnovne in srednje šole. Potem pa tudi še različna dodatna gradiva, ki učencem pomagajo pri učenju, recimo zemljevidi, pa razne take škatle s pripomočki, no te so pa bolj za predšolske otroke. A se pravi, tudi tole je neke vrste učbenik? Ne, temu mi rečemo dodatno didaktično gradivo, je pa namenjeno otrokom, predvsem v vrtcu ali pa v prvih razredih osnovne šole, da se učijo besed. Take kartice z besedami in otroci potem opisujejo sličice, iščejo besede, ki pašejo v posamezni sličici. Sara, greva probat, kako še imava znanja iz vrtca? Lahko. Kaj je to? Tu je žaba. Kaj je to? Divji prašič. Kaj pa je to? Grozdje. Kaj pa je to? To je za 4. razred že osnovne šole. Pa taka težka knjiga. Ne, ta je pa za 4. letnik srednje šole. In sicer zgodovinski učbenik. Je kar zajetena, ne? Ma točno 329 strani. Potem je pa tukaj še ena stran na koncu, 332. Ampak tukaj Ta pa zgleda malo, ja, malo drugačna zgleda. številke. Tako, temu pa rečemo uredniki kolofon. To je tako kot ena osebna izkaznica učbenika. Tukaj so napisani vsi glavni podatki o tem, kdo je napisal učbenik, kdo ga je uredil, kdo je slike pripravil in katera tiskarna je natisnila in koliko izvodov. A vsak učbenik mora imeti ta kolofon? Ne samo vsak učbenik, vsaka knjiga, vsaka tiskana izdaja mora imeti kolofon in zraven dobi tudi številko, CIP. In ta podatke v CIP-u skupaj s številko izda pa Narodna univerzitetna knjižnica. Tako da vsaka knjiga, ki izide v Sloveniji, je nekje zabeležena. Dobar dan. Dober dan, Živijo. Jakob. Živijo, Mičo. Sara. Živijo. Izvolite. Kaj pa so te papiri? To so bodoči učbeniki. Tile so že skoraj končani, bodo šli v kratkem v tisk in bodo nastale take knjige, učbeniki, delovni zvezki. Ta je pa tudi že skoraj končan, sam je malo bolj zahteven. A te liste vam pošljajo pisatelji? Rečejo mojim avtorji, to so ljudje, ki se spoznajo na geografijo. Oni nam pošljajo te liste. Jaz si naredim printe, velikih je, na nje pišem, vidite, kaj je vse rdeče, upravljam, lepim, dodajam in čez pol leta, to traja pol leta, nastane približno takale zadeva, ki je zrela za tisk in gre v tiskarno in nastane učbenik. Predlagajo sliko, lejtajo pol v resnici, napišejo, kar želijo še zraven, želim to fotografijo, poglej, to fotografijo je avtor, pisatelj narisal, tako je pa v resnici nastala, ko jo je narisal umetnik. Kje se pa nahajamo zdaj? Zdaj se pa nahajamo v likovno-tehničnem uredništvu učbenikov, kjer oblikujemo učbenike. Kaj vidimo tukaj na računalniku? Tukaj na računalniku vidimo učbenik, ki je nastal pred parimi leti. Vidimo, kako je oblikovan. To je moja naloga, da zberem slike, fotografije, katere mi pošle urednik Mičo, ki ste bili prej pri njemu. Pošle mi tudi rokopis. In iz rokopisa v Wordovi obliki jaz pretvorim vse skupaj in združim tako z fotografijami, z besedilom, z ilustracijami, z celotno postavitvijo strani in oblikujem učbenik stran po stranjo, da na koncu izide lep učbenik.